to si verjetno vsi želimo, ostati na trti. Ampak kaj je tisto, kar nas najbolj drži, da smo na trti, da ne odpademo v njemu? Jaz bi rekel, da je molitev ena od zelo pomembnih vezi, da ostanemo na trti. Rad bi prebral, ker si malček povezuje, zadnje sporočilo iz Medžugorja. Sicer smo tu na Kureščku, imamo čudovita sporočila, Device Marije. Sebe radi pridemo na Kurešček, vsaj sam filat baterije, kot se reče. Marsikdaj pride človek z mantrem, utrujen, sušo v duši, s pomanjkanjem molitve in doskrat doživiš, kako te napolni tudi ta kraj molitve. Če si vzameš čas, če pristopiš z vero, odprt za Božjo prisotnost. No, in zdaj pred zadnjim sporočilom v Medžugorju je Marija rekla, tako kot ponavadi, dragi otroci. Kako je to lepo, da nas Marija spet in spet kliče otroci. Ne dragi škofje, ne dragi doktori, ne dragi ne vem kaj vse, politiki, ne dragi kmetje. Za Marijo smo vsi otroci. To je zmeri tako lepo slišati. Ni ljudi, ki bi bili več, ki bi bili manj, ampak smo vsi bratje, sestre, smo otroci. Marijini otroci. To je čas milosti, pravi. Ne vem, doživljamo, da je to čas milosti. Mogoče je za koga od nas to čas strahu, čas negotovosti. Se bojiš, da je boš zbolel. Ma Marija tu pravi, da je to čas milosti. Da ni to čas strahu, ampak čas milosti. Potem dalje pravi, z vami sem. V tem sporočilu kar dvakrat bo rekla, z vami sem. Kako je to dragoceno? Že otrok, majhen otrok, mora biti malo zraven. Če majhnega otroka samo spustiš, začne verjetno hvala jokati in se bati tujcev. In isto Marija z nami ravna. Ve, da smo tudi mi doskrat še zelo, zelo majhni otroci. In zato nam zagotavlja, le z vami sem. Čeprav jo ne vidimo doskrat, moram zagotavlja, z vami sem. In ponovno vas kličemo, otročiči. Pa vas zanima, kaj nas Marija kliče? K čemu? K čemu nas Marija kliče? In ponovno vas kličemo, otročiči, vrnite se k Bogu in molitvi. Torej, če nas Marija kliče k Bogu in molitvi, pomeni, da ona vidi, da smo oddaljeni. In da tudi molitev, da je treba spet in spet se truditi za njo. Da se hitro ohladimo, da hitro lahko molitev spravimo iz dneva, da jo damo zgolj na tisto, ko se uležeš in zmoliš Sveti Angel na polnet spanja. Z vami se je ponovno vas kličemo, otročiči, vrnite se k Bogu in molitvi, dokler vam molitev ne bo v radost. Verjamem, da je vsak od nas že doživel, kdaj je molitev v radost. Pomisli, kdaj ti je bila molitev najbolj tako veselje, katero obdobje v tvojem življenju je bilo, kot je bila molitev res nekaj lepega, nekaj svežega, nekaj, čemur se ni bilo treba matrati, kar te je vleklo, česar si se veselila. Marija pravi, da se to da doseči z ustrajnostjo, ti molitev spet postane radost. Podobno kot jezik, ki znate tuje jezike, dokler se naučiš tujega jezika, ti je malo tečno, tako, ko ne znaš, sploh če ti dajo kar med tujce, se matraš, se ti tujci smejo. Ampak ko pa začneš, ko obvladaš ta jezik, ko ga uporabljaš, ti postane domač, ti postane nekaj, kar te osrečuje. In podobno je molitev, jezik Boga. In če ga večkrat govorimo, nam postane molitev v radost. Torej, na cilju molitvenem smo, ko nam je molitev v radost. Otročiči, nimate prihodnosti in nemiru, evo da smo za mir,
nimate prihodnosti in ne miru, pravi Marija. Torej, Marija, Cerkev, to vam govorim, kot ker verjamem, da ste zreli kristjani, da znate ločiti. Sveto pismo je 100% trdno in novi cerkve, vse te reči, ki jih cerkev še ni v celoti potrdila, pač nimajo ni nujno, da so resnične, ampak sej osebno verjamem, da tudi če bi kdaj cerkev slučajno rekla, da Medžugorje je pa zjahano, da se nobeno od nas ne bi sesula vera, torej tako pravi, ja. Tročiči, nimate prihodnosti in ne miru, dokler se vaše življenje ne začne z osebno spreobrnitvijo. Torej ne, da bomo zdaj čakali, kdaj bojo ti politiki začeli drugače živeti, kdaj bojo začeli, ne vem, bolj pravičen red naredili v državi, kdaj bo ne vem kaj vse. Ampak naš mir, naša prihodnost se začne z osebno spreobrnitvijo. Torej tudi ne, da bi zdaj čakali, kdaj bo naš župnik doma boljši, kdaj bo več bolj, kdaj bo več imel bolj zanimive pride in ne vem kaj vse. Osebna spreobrnitev. Ko bom jaz začel se spet in spet spreobračati, mi bo tudi mir vstopil globlje v dušo. Nimate prihodnosti na miru, dokler se vaše življenje ne začne z osebno spreobrnitvijo in spremembo k dobremu. Lažje se je spreminjati na slabše. Marija nas vabi, da se spreminjamo na boljše. Podobno kot na njivi, na vrtu, je normalno, da plevel je zveri večji, če ga ne pulaš. In podobno tu Marija nas vabi k dobroti. Naj se življenje ne prepustimo, da teče, pač kamor teče, ampak naj zavestno se spreobračamo, se odpiramo tej trti, da v nas pošilja nov sok. Zlo bo prenehalo, kako lepa novica, zlo bo prenehalo in mir bo zavladal v vaših srcih in v svetu. Ali to je lepa misel novica. Torej, mir, zlo bo prenehalo, zlo ima konec. Tudi, če se nam zdi včasih, da ti vladi so, da ne grejo v pravo smer in da ta svet se čudno vrti in ne vem kaj vse, ma tu nam pravi, zlo bo prenehalo. Zlo ni večno, zlo se bo ustavilo, ni, torej, rekel je že večno, ampak zlo pa nima moči, ni močnejše od dobrega. Zlo bo prenehalo in mir bo zavladal v vaših srcih in v svetu. Zato, otročiči, molite, molite, molite. Z vami sem in priporočam pri mojem sinu Jezusu vsakega izmed vas. Prav vsaka Marija od nas priporoča svojemu sinu po imenu. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu. Torej, Marija se nam na koncu zahvaljuje za vsak odziv. Jaz kot župnik se kdaj zgodi, voditeljca oratorija mi kdaj pojamra, pa tudi če kdo drug sem slišal, da ko mladi pošiljajo razne vabila, razne sestanke in tako srečanja, da se doskrat zgodi, da nekateri mladi nič ne odpišejo, se ne odzovejo. Ne rečejo niti ne, niti ja, nič. Ne rečejo, to bo sporočilo, je to bo vabilo, ni to bo, a je sploh še živ ta človek, a ni več živ. In enako verjetno Marijo jezijo nema. Tako si mislim, da je res vesela vsakega našega odziva. Vodi si na evangelij, na Božjo besedo, ali pa tudi na njene besede. Majhen odziv, karkoli. Pa tudi, če Mariji rečemo, Marija, jaz te ne razumem, samo da je naredimo, da je en odziv. Da nam torej dobri Bog pomaga, da bi vedno znova v svojem življenju sejali molitev, dokler nam molitev ne bi bila radost in da bi prek molitve v naše življenje prihajal mir.
pozabimo pa na tiste besede iz Evangelija, brez mene ne morete prav ničesar storiti.